z olivami se da imeti fino, če imaš dobro družbo. Avto mislim, ne ona dva, ker sta prej nadloga kot karkoli drugega. Ja, siti, no. Gremo že. To sem mislil, ne? Je fino tule v Grčiji, ko sije sonce. Imamo eno pomembno nalogo in sicer, da na Peloponezu porabimo čim manj goriva, ker je bencin tu tak drag, €1,5 stane. Tako da, evo, naj se zeleni volan začne. Oziroma bolj oranžni volan vidim, ne? Ej, ti voziš. Evo, berem. Grčija, uradno se reče Helenska republika, je država v jugovzhodni Evropi in ima okoli 11 milijonov prebivalcev. Pa tak minus so naredili. Ja, vse zato bomo pa itak imeli za vse zastonj, če smo jim par let nazaj vse pokrili, ne? V glavnem, Grčija ima daljšo zgodovino kot katerakoli druga država, antična civilizacija Grčije pa velja za zibelko vse zahodne civilizacije. A veš, da smo od njih dobili demokracijo, zahodno filozofijo, večja znanstvena in matematična odkritja in še nekaj? Olimpijske igre. Yes! To! Bomo imeli kaj zavijeti. Samo vprašanje je, kam gremo naprej, ne? Kam gremo prvič, Matej? Mislim, zdaj. Korint. Kje je že? A, prekopo, ne? Ja. Lukna. 2. No, takšna so po decembrska jutra v Grčiji. Ona dva jesta grški jogurt, ker v Grčiji je verjetno vsak jogurt grški, ne? Jaz pa uživam v 20 stopinjah in v kratkih rokavih ob pogledu na tele korinske stebre. Ja, tule v starem Korintu je res krasno arheološko najdišče. Nič, kam zdaj? Šparta, ne? Ne, kam gremo zdaj? Kene. Mikene. Ja. No, daj pojej tak. Okay. Ja, už pojedu to, no. Pa ne bom, sem se želel jogurta. Ne, pa selamo. Ne, ker ni grška. Italijanska je. Jaz se zato. No, smo si pa ogledali najbolj impresivno akropolo na celinski Grčiji, Akrokorint. 3 leta so jo oblegali kristjani, pa jim niso prišli do živega. Pol so prišli Franki, obnovili so jo Benečani, pol so jo zavzeli Turki, mislim, podajali so jo kot prodajalke jagod. Ampak je res impresivna, vredna ogleda, tako kot Apolonov tempelj spodaj. Koliko imamo pa porabo sploh? 5,6. To v redu. Mislim, 3 težke karakteri, pa kup prtljage, ne? Ne moč reči, koliko smo dejansko stlačili noter. Smo bili vsi malo nervozni, kako bomo sploh s seboj prevažali toliko prtljage, pa je šlo brez težav noter, tako da CHR očitno ni toliko majhen avto, kot se zdi. Še vedno pa je dovolj majhen, da ga stlačiš na ta ozka grška parkirišča. No, pa ceste so tudi fajn, kadar ni lukenj. Me ves čas smika, da bi ga malo pritisnil, pa ga ne smem zaradi 2 razlogov. Prvič, ker smo na zelenem volanu in je treba voziti umirjeno, da bo poraba majhna. No, pa tudi omejitve so. A veš, koliko so jih sploh v Evropi prodali lani? 50 000. Ne, 110 jurjev, letos jih bojo pa baje 130 jurjev. Ja. Lej, lepo, tle smo.
Zdaj smo si pogledali starodavne Mikene, ki so nastale, oziroma so jih zgradili tam 1300 pred našim štetjem. In poglejte to, na temle hribčku tule zadaj je živelo kar 30.000 ljudi, bil pa to eden od glavnih centrov grške civilizacije in tudi huda utrdba, ki je imela pod sabo večji del južne Grčije, pa še otoke. No, danes tu ljudi več ni, ne, so sam še malo drugačni prebivalci, so pa zelo pridni in hvaležni, če jim daš kaj, ne. Pa mačke sem tudi videl, kje so pa mačke? Dole se. Pojedo je. Smo bili kar malo jezni, no? Ker je bilo vse skupaj odprto samo do 3, pa smo mogli že skoraj laufati po Mikenah. No, ustanovil jih je Perzej, uspešni pa so bili, ker so imeli fino zemljo pa dost vode. Smo šli pogledati eno cisterno 15 metrov pod površjem. No, nekateri kamni so imeli tam tudi do 100 ton ali pa malo več še. Zdaj pa gremo pogledati še eno malo bolj znamenito mesto, kjer je bil doma Leonidas. Sparta! Tukaj je Špartanec, ki se je postavil po robu Perzicem. Združil je grške mestne države in se z vojsko odpravil do Termopila. Tam je s 7000 vojaki branil Grke pred Perzici, ki jih je bilo od 120 do 300 tisoč. Niso točno znane cifre, ker še niso znali tako dobro šteti. Ker 7 dni so držali Perzice nazaj, pa na koncu so podlegli tudi Leonidas. Poglejte film 300, da boste videli, kakšen junak je tole. In peljamo se dalje. Koliko je kaj poraba? 5-8. Ja, moč kar paziti, ampak viš, je ista, kot če imeli dizla. Enaka. Ja, dobro, no. Pa povej, kak motor ima ta avto, že si pamet. Bom vam povedal. 1,8 litrski bencinski motor z Atkinsonovim ciklom ponuja 73 kW moči, poleg njega je še elektromotor s 53 kW moči. Tamle pod Matejevo ritjo je pa nikel metal hidridna baterija. Skupna sistemska moč je 90 kW, torej 122 konjev. No. Bravo! Sam nisi pa povedal, da ima največji navor 163 Nm pa 11 sekund do 100. No, nam je avto všeč tudi zaradi oblike, s katero so pred 2 letoma pri Toyoti končno začeli delati malce bolj zanimive avtomobile. Oblika je pa res krasna in najbolj smo bili veseli, da je praktično avto podoben konceptu. A veš, da je bil razvit za milenice? Za koga? Pozavi, ti si že prestar. Kje pa smo sploh? Ne vem, Jaz. ne znam niti prebrati. Arkajas. Ja, Kajas, ja. Koliko pa ti naročil Mateju pomaranč? Veliko upam, da ga ne dobri. Ej, sicer pa veš, da je bil CHR tretji na našem primerjalnem testu, tako da je itak dober, ne? To si lahko vedno preberete na volan.si. Ej, a baterije si nafilal? Ne, nisem, ker je ne rabiš in to ti veš. Je pa res, da je to najbolj pogosto vprašanje kupcev, ne? Kako bojo doma filali baterijo? Ne rabite, se fila med vožnjo, pa še 10 let jamstva vam dajo na njo. No in zmagovalec zelenega volana je... A ti nismo rekli celo gajbico? Pa ta je gnila. Kako pa je? Dajte, no. Celo gajbico, Pa sploh ni tako, kot je v prospektih. Se prikaži pa še prosto, negovana. Daj te pa noter, zdaj. Pa ne, še mi reči domov. Ja, se ti moraš še napovednik zaključiti. Točno. Midva bo šla pa malo smučati, če sploh kaj snega pri nas. Kje si pa ti banane dobo? Ja, glej. Na sadu pomaranč. To pa kar ti jej.